Danes v novicah med drugim v Novem mestu bodo nadaljevali z rekonstrukcijo Sejdlove ceste. V Trebnjem sprejeli mažorete absolutne evropske prvakinje. Pričel se je Brežiški oktober. Lepo pozdravljeni. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave podjetja CGP Martin Gosenca sta v prostorih novomeške občine nedavno podpisala pogodbo za naslednjo fazo prenove Sejdlove ceste. Dela bodo zajemala odsek od Plave lagune do križišča z Ločenskim mostom. Po zaključku prve faze prenove novomeška občina nadaljuje z obnovo ene ključnih prometnih povezav v mestu. Gre za slabih 700 metrov cestišča, kjer bojo celovito urejena vsa komunalna infrastruktura, na novo vzpostavljena prometna oprema in seveda predvsem celovito urejeno cestišče, tako da bo varno tako za pešce, kolesarje, kot seveda omogočalo normalen pretočni prometni režim. Rekonstrukcija bo vključevala tudi namestitev semaforjev na križišču Sejdlove in priključkov ob gasilsko-reševalnem centru Novo mesto, ureditev avtobusnih postajališč, obnova javne razsvetljave ter ozelenitev območja. Potekala bo predvidoma leto dni in se bo začela prihodnji mesec. Gre za vrednost v višini 2 milijona 100 brez DDV in pri čemer imamo pridobljenih 1 800 000 sofinancerskih sredstev iz evropskih in državnih virov. Naložba predstavlja nadaljevanje prve faze prenove, ki je že bila izvedena na 600-metrskem odseku od križišča s Cankarjevo ulico do Plave lagune in je zajemala celovito prenovo prometnih površin, komunalne infrastrukture ter cestne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti Mestne Njive in Center. Trebanjske mažorete, ki so nedavno na Evropskem mažoretnem prvenstvu v Sarajevu osvojile naslov absolutnih evropskih prvakinj, je včeraj v galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem sprejela tamkajšnja županja. Trebanjske mažorete, ki delujejo kot sekcija Trebanjske godbe, so v Sarajevu tekmovale v vseh 3 starostnih skupinah in v kategoriji palica prepričljivo osvojile vsa 3 prva mesta. Ne, sploh nismo pričakovali, niti nismo seštevali, ker ene skupine vidiš, ko seštevajo točke, ne? Ker to se seštevajo vsa tekmovanja, od solo, parov in skupin, od pompomov do palic. Je pa to delo seveda vseh mažoret od začetka in zdaj vzgojene so tukaj, to je vse plod njihovega lastnega dela, ni bilo nobene pomoči, vse so same naredile in na to sem še posebej ponosen. V Trebnjem v šolskih pripravljalnih in 3 tekmovalnih skupinah trenutno pleše približno 150 mažoret. Veliko truda, da ne obupaš, veliko dela. Ene se mogoče rodijo z majčkeno več talenta, ampak na koncu v bistvu uspejo tiste, ki so najbolj pridne, tiste, ki so najbolj zagnane, hodijo na treninge in še doma trenirajo tudi zase. Vedno sem gledala mažorete, ko sem bila majhna in mi je bilo tu nekaj fascinantnega. In sem vedno hotela postati ena mažoreta in ko sem postala, mi je bilo res všeč. Treningi so bili super in tekmovanja še boljša in uspehi so res pomembni. Veliko moraš vaditi, vsaj jaz sem, in je za vsako punco je drugače koreografija. Trebanjske mažorete so uspeh dosegle ravno v letu, ko obeležujejo 30 let delovanja. V vsem tem času so postale čudovite ambasadorke naše občine in so presegle že naše meje, prispevajo tudi k dobremu imenu naše občine. Mi jih z veseljem podpiramo in se zagotovo z njimi zelo, zelo veselimo in seveda si nadejamo še vedno tudi v nadaljevanju dobrih rezultatov, dobrih nastopov. Praznovanje 30-letnice bodo prihodnje leto združili s praznovanjem 100-letnice občinskega pihalnega orkestra Trebnje. Občina Brežice 28. oktobra v spomin na brežiško četo obeležuje svoj praznik. To bo vrhunec pestrega celomesečnega dogajanja, kjer bodo imela glavno besedo društva, ki predstavljajo gibalo družbe v občini. V oktobru se družbeno sicer precej aktivna brežiška društva predstavijo tudi širši množici.
Že tradicionalno v mesecu oktobru prirejamo dogodke po celi občini. Mi to prepustimo našim društvom, krajevnim skupnostim in pa zavodom in pa tudi posameznikom, ki imajo svoje prireditve v počastitev občinskega praznika. V letošnjem letu jih je ponovno zelo veliko, 87 se jih je že prijavilo in bojo se odvijali praktično po celi občini. Molan poudarja, da so dogodki v prvi vrsti namenjeni občanom. Naše občane vabim, da se udeležijo teh dogodkov, kajti oni so posvečeni njim. Obenem pa seveda se tudi predvsem zahvaljujem vsem organizatorjem, da so se vključili v to naše praznovanje. S tem kaže seveda pripadnost svojem kraju in pa seveda tudi na nek način občini, ki seveda tudi spodbuja in pa skozi celo leto tudi finančno podpira, da lahko delujejo. Program prireditev bo precej pester. V Brežiškem oktobru se dogaja kar 87 različnih dogodkov v organizaciji krajevnih skupnosti, društev in javnih zavodov, medtem kar nekaj športnih dogodkov, koncerti, otvoritve razstav, pa tudi delavnice in predavanja z področja zdravja, osebnostne rasti. Kar nekaj javnih zavodov in društev pa bo letos praznovalo tudi okrogle jubileje. V letošnjem letu obeležuje Gimnazija Brežice 80 let, to bodo proslavili na posebnem dogodku. 50 let obeležuje Društvo invalidov občine Brežice, potem imamo pevske zbore, eden bo obeležil 105 let delovanja, drugi 20 let delovanja, tako da bo pestro tudi na področju jubilejev. Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj in nagrad najzaslužnejšim občankam in občanom pa bo na predvečer samega praznika. Kako se dotakneš svetlobe? Se glasi naslov druge letošnje razstave v nekdanji samostanski cerkvi, ki so jo ob množični udeležbi pred dnevi odprli v Kostanjeviški galeriji Božidar Jakec. Ljubiteljem umetnosti se tokrat predstavlja v slovenskem prostoru dobro poznani Dušan Fišer. Akademski slikar in vsestranski umetnik je na ogled postavil 9 novih in posebej za nekdanjo samostansko cerkev pripravljenih del. Razstava v enem najprestižnejših slovenskih razstavišč si šteje v veliko čast. Kar nekako imaš respekt pred njim, kako se soočiti s tem prostorom, kako ga v bistvu mu konkurirati na nek način, ali pa želje tudi, da ga bi v bistvu nekako premagal, da bi umetniška dela nekako stopila v prvi plan. Predstavnik optične umetnosti, ki se v svoji interdisciplinarni umetniški praksi vrsto let posveča raziskovanju svetlobe in preupraševanju percepcije videnega, obiskovalca s pomočjo prototipov, kot jim pravi, popelje v fascinanten svet iluzij in vizualne nestabilnosti. Mene je zanimalo, kako v bistvu prideti v stanje oziroma pripeljati svetlobo v stanje, da jo vidimo kot telo. Zbravi, da jo ne vidimo samo na površini predmeta, ampak v zraku, v prostoru. In to seveda je potem s pomočjo nekih tehničnih materialov, mislim, da mi je uspelo v bistvu pričarati to, ko gledalca zmedeš. V bistvu, ker v nekem trenutku ne ve, ali stoji pred steno, ali te stene sploh ni. K mističnosti izkušnje pri posameznih objektih pripomore tudi zvok kot komplementaren del umetniškega dela. Vsak objekt, v katerem je treba stopiti individualno, gledalci so povabljeni, gre en po eden noter, v bistvu naredi in vizualno in zvočno, v bistvu nekako nas premesti v neko drugo dimenzijo, v smislu, da malo zgubimo občutek za to stvarnost, v kateri živimo, ki nas obdaja. In tu so v bistvu stvari postanejo zanimive. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo mesta Ptuj, bo v nekdanji samostanski cerkvi na ogled do 8. februarja. V novomeški galeriji Kocka, ki domuje v Kulturnem centru Janeza Trdine, se z novo razstavo Vstop prost predstavlja Društvo likovnih umetnikov Celje s pridruženimi ustvarjalci. Skupaj je to razstavo soustvarilo kar 14 umetnikov. Društvo likovnih umetnikov Celje je skupnost umetnic in umetnikov, ki delujejo na širšem celjskem območju. Je prostor povezovanja, sodelovanja in ustvarjanja.
Z velikim veseljem smo se odzvali na povabilo vašega društva in sicer gre za izmenjavo. Člani društva umetnikov od tu, z Dolenjske, so prišli v Celje, tam smo organizirali za njih razstavo, mi pa smo z velikim veseljem prišli dol in sicer tukaj predstavljamo v glavnem naš festival Vstop prost. To je tudi za novomeško društvo prav posebno gostovanje, saj prinaša v Novo mesto precej drugačne poglede na umetnost, izkušnje umetnosti in oblike, od performansa, ki so bili zdaj na glavnem trgu, pa tukaj bodo še, zvočno izkušnjo, kiparsko, fotografsko, dokumentarno in tako naprej. Celjski umetniki so s projektom Prost vstop znani v lokalnem prostoru in širše. Osnovna ideja tega festivala je bila, da se neke intervencije sodobne umetniške zgodijo v življenjskem, normalnem življenjskem prostoru, torej, ker smo pač v mestu, v urbanem prostoru, v javnih urbanih prostorih. Sicer so se na dan otvoritve razstave v Novem mestu predstavili tudi s 4 performansi. Kjer sem se jaz pač v eni točki vprašal, kje smo in kam gremo, in meni se zdi, da človeški razvoj ne gre več sam naprej, da nas hočejo malo z nekimi družbenimi spremembami pahnati kar tam nekje v en srednji vek in to smo ponazorili, da smo pač skupina hodili v rikverc. Razstava Vstop prost bo v galeriji Kocka na ogled do 24. oktobra. Zaključujemo pa s kulinaričnimi dobrotami. Turistično-kulturno društvo Trškogorsko srce je v zidanici Verček tudi letos ob Svetovnem dnevu turizma pripravilo kulinarični dogodek Štrukljada, ki obiskovalcem ponuja edinstveno doživetje lokalnih okusov in tradicije. Članice društva so pripravile različne vrste štrukljev, tako slanih kot sladkih, pa tudi prilog in jih v prijetnem ambientu ponudile obiskovalcem. Na današnji dan, ki je Svetovni dan turizma, mi imamo že nekaj let štrukljado tlele na Pušešanku z našimi kuharicami. Danes sem skuhala dolenjske štrukle, prave dolenjske štrukle, to je s cvrtjem, domača smetana in skuta. Danes sem pripravila 5 vrst štruklov, malo bomo se odžejali pa malo pojedali, upajmo, da bo ratalo. Dogodek ni namenjen le okušanju, temveč tudi druženju in ohranjanju kulinarične dediščine Trške Gore. Spomini na otroška leta je pa tudi zelo dobro, da tudi moji otroci vidijo, kako je bilo včasih to potek hrane, kako so je pripravljali, da to ni vse kupljeno v trgovini, da je domače še vedno najboljše. To je domače, tako da smo v družbi, da si v družbi, da nisi osamljen nekje, pa da se poveselimo. Jaz mislim, da se tradicija, da je zelo pomembno, da se ohranja, ker že tako izgubljamo veliko receptov skozi generacije. Že jaz ne vem veliko receptov, ki jih je moja babi pozabila, kaj šele tiste, ki jih zna, tako da mislim, da se moramo to učiti še naprej. Ti dogodki so fajn, vse malo spodbudijo ljudi, da pridejo tu pogledati. In jaz upam, da bo to še številčnejše postalo, tako da dostopnejše in da se bodo ljudje odzivali na te dogodke. Jaz srčno upam, da te dogodki dajo ljudem misliti, da se malo ustavimo, da se malo usedemo, da se spomnimo, kaj je bilo, pa da se veselimo tega, kar imamo danes. In da dobro jemo. Absolutno. Vsakoletna štrukljada na Trški gori je odlična priložnost za izlet, okušanje domačih dobrot in spoznavanje bogate lokalne tradicije. Ostanite v naši družbi in srečno!